V Plečnikovi hiši se trudimo, da vsako leto predstavimo tudi sodobno produkcijo. Tako da v letošnjem letu smo se odločili za sodelovanje z Fakulteto za arhitekturo in skupaj pripravili občasno razstavo Plečnikovi elementi, zgodovina prihodnosti, kjer so se študentje Fakultete za arhitekturo ravno ukvarjali z raziskovanjem Plečnikovega dela, ki so ga potem abstrahirali do posameznega elementa, ki jih je zanimal, in tega so potem uporabljali v svojih inovativnih projektih oziroma predlogih za sodobne arhitekturne projekte, ki se lahko upodabljajo v bodočnosti. Tema praelementov je tema, ki je nastajala znotraj seminarskih projektov v seminarju na Fakulteti za arhitekturo že več let. Je nekako vezana tudi na produkcijo v biroju Sadar Vuga in osnovna ideja te raziskave je predvsem v raziskavi konteksta, ki jo nosi arhitekturni produkt. Izbrali smo v enem letu 18 projektov Jožeta Plečnika in 18 projektov biroja Sadar Vuga. V naslednjem letu pa vzeli za primer, tako imenovan case study, arhitekturo Bleda. Analizirali smo te arhitekture in izluščili iz teh projektov določene prostorske situacije ali pa določene arhitekturne elemente in na osnovi tega izoblikovali tako imenovane praelemente. Po angleško bi temu lahko rekli archetypes. Ti artefakti, ki so na ogled na tej razstavi, so na nek način DNK zapis teh arhitekturnih projektov in kot takšni, po našem mnenju, nosilci te identitete, tega konteksta, oziroma identitete, ki potem na nek način definira nek kontekst nekega lokusa, nekega kraja. Skratka, ideja je, da študentje ta praelement izluščijo in ga potem uporabljajo v teh svojih novih projektih, v svojih novih kompozicijah, ki so lahko zasnovane in v resnici zelo daleč od originala, vendar na nek način je to sporočilo, ta DNK zapis, prisoten in viden v teh tudi novih projektih. Zdi se nam tudi, da je na nek način Plečnik in Plečnikova arhitektura bila predstavljena, analizirana, raziskovana skozi oči umetnostnih zgodovinarjev, res obširno in je dokumentirana in v literaturi ljudje to poznajo, način nastanka, zgodbo zadaj in tako naprej. Zdi se nam pa, da je v bistvu ta raziskava njegove arhitekture, stališča arhitekture kot stroke pa nekako podhranjena, oziroma je ta arhitektura toliko bogata, da je na nek način vedno znova lahko vir za neka nova odkritja. Skratka, gre se za to, da odkrijemo neke praprincipe te njegove arhitekture, rešene nekega ornamenta, rešenega mnogokrat tudi materiala samega, namreč ti modeli so ali makete iz gipsa, črtne risbe in tako naprej. Skratka, tudi material sam na nek način zgine, ostane samo ta prostorska situacija oziroma ta nekako na novo izumljen arhitekturni element. Seveda, na tej razstavi so predstavljeni praelementi in v bistvu izpeljave iz teh praelementov Plečnikove arhitekture, kot pa sem omenil že prej, smo v to nalogo vključili tudi arhitekture Sadar plus Vuga, kot tudi na primeru Bleda arhitekturi iz vseh različnih drugih obdobij. In zanimivo je, kako te praelementi, ko jih postaviš, ko jih razporediš, v bistvu v prostor, razporediš na mizo, na nek način v njih začutiš in zaznaš to izvorno arhitekturo, iz katere so bili
v resnici izpeljani. Razstava predstavlja zanimiv miselni proces študentov Fakultete za arhitekturo, ki so v prvem polletju študijskega leta 2017-2018 dobili vsak zase svojo Plečnikovo arhitekturo. Ta proces se je začel z obiskom te arhitekture, treba jo je bilo fotografirati, jo večkrat obiskati, naskicirati, tehnično zrisati, razumeti detajl in pa potem to abstrahirati v 3D modelu, mavčnem kalupu, epoksi, izdelku ali pa tudi leseni maketi. In večkrat se je zgodilo, da je to zapleten proces, se pravi sama izdelava tega kalupa ni najlažja. In zato je pač treba obvladati različne tehnike, se pravi ali od tega, da rabiš imeti zelo dobro prostorsko predstavo, se pravi, da razmišljaš o pozitivu in negativu, ali pa pač, da obvladaš tehnike, napredne tehnike 3D modeliranja, Rhino, Grasshopper, tudi Autodesk Maya. In na tak način si potem sposoben pravzaprav narediti veliko število kalupov in študent na to preko repeticije, preko učenja skozi napako izboljšuje kalup in na koncu pač nastane izdelek, ki je danes potem tudi predstavljen na razstavi, izdelek, ki mu pač rečemo praelement oziroma nekakšen arhetip, v katerem je pač zapisan DNK oziroma abstrahirana ideja Plečnikove arhitekture. Na razstavi je zanimivo prikazanih tudi kar nekaj pohištvenih kosov. Tukaj pride do spremembe merila, saj mora študent razmišljati o ergonomiji, mora razmišljati o detajlu, o samem izdelovanju, o komunikaciji pravzaprav svojega načrta neki tretji osebi, mizarju, ki mu ta kos izdela. Predvsem mora razmisliti, kako se pač ta ideja, ki je prisotna v Plečnikovi arhitekturi, manifestira v pohištvu, da ne gre za enostavno pač prenos oziroma popoln duplikat njegove ideje, ampak da to idejo na novo spremeni in jo naredi aktualno za sodobni čas. Tako da je kar nekaj pohištvenih kosov, ki so vredni ogleda in mislim, da bi lahko zelo lepo popestrili kakšno študentsko stanovanje.